Četrto gostovanje v sezoni se je končalo z drugim porazom, dvoboj vodilnih v Kopru, na koncu zmago Kopra 2-0. V primerjavi z zadnjo tekmo in zmago proti Sežani je Simon Rožman opravil 2 menjavi v prvi 11-terici. Namesto Požek Vancaša in pa Vrhovca sta v prvi 11-terici začela Šturm in pa sploh prvič v dresu Maribora v prvi postavi Antoine Mokumbo. Začelo se je na najslabši možen način, že v prvi minuti vodstvo za domačine, podaja z desne strani, Milec je nesrečno izbijal, Bručič pa zabil za vodstvo domačinov. V nadaljevanju domačini konkretnejši, najprej je poizkusil Peris, izvrstno je obranil Jug, v naslednji akciji pa je Koli zadel prečko. V zaključku prvega polčasa najprej poizkus Repasa z razdalje mimo. Po podaji Sikoška je z glavo nenatančno meril Alvir. No, potem pa v zaključku prvega polčasa nesrečno povišanje vodstva za domačine, podaja Skota, Nemanja Mitrović pa je žogo pred Jugom preusmeril čez mariborskega vratarja za 2-0. Še pred koncem polčasa se je ponudila priložnost za znižanje rezultata, toda Šturm je slabo reagiral, ostalo je pri prednosti 2 golov domačinov. V drugem polčasu nekaj nove energije in tudi nekaj dobrih situacij pred domačim golom, toda vse brez konkretnega in pa natančnega zaključka. V 50. minuti je z razdalje poizkusil Žugelj, v 63. minuti je z razdalje streljal Alvir. Potem pa v zaključku tekme še nekaj priložnosti, najprej poizkus Žuglja v 89. minuti, v 90. minuti najlepša priložnost na tekmi, Požek Vancaš je zaposlil Vipotnika, ta pa direktno v domačega vratarja. Končalo se je s porazom 0-2. Zelo bojazljiv prvi polčas, neke 2 individualne napake so nastale, bom rekel, zadetka. Drugi polčas pa mislim, da zelo na naši strani, dober obraz. Žal pa mi je, da nekako nismo mogli doseči tega zadetka, ki mislim, da bi lahko tekmo obrnil potem tudi na koncu drugo smer. Verjetno, če bi igrali še 3 dni danes, ne bi dosegli gola. Enostavno smo bili preslabi v tem zaključku. Škoda, prišli smo z lahkoto do njihove 16, potem pa premalo zbrani in tudi 2 prepoceni prejeta zadetka. Škoda, da nismo že v prvem polčasu odigrali tako, kot smo krenili v drugega. Prvo mesto na lestvici sedaj prepuščeno Koprčanom, naslednja prvenstvena tekma pa v soboto v Ljudskem vrtu, kjer je ekipa še 100-odstotna, nasprotnik pa ljubljanski Bravo.